lahko povlekli iz drugih držav članic za povezovanje tovrstnih središč z gravitacijskimi središči? So rešitev pokrajine, ki jih pogrešamo v Sloveniji oziroma jih omenjamo že kar in pripravljamo že kar nekaj let? Jaz sem prepričan, da bi bilo za Slovenijo dobro, če bi se enkrat ta diskurs o pokrajinah zaključil s tem, da dobimo nekaj funkcionalnih pokrajin. Nažalost se pri tem vedno potem licitira in licitirano vzgor. Jaz se ne bi rad šel v razpravo o velikih ali malih občinah, kaj je dobro, kaj ni dobro in tako naprej. Sam sem iz ene občine, ki je ena od najmanjših in najmlajših občina Log pri Brezovici. In ima najbrž svoje prednosti, majhnosti, ima pa tudi svoje slabe strani. Če gre za klientelizem, ga lahko delaš na velikem prostoru ali pa na majhnem prostoru. Pri nas recimo v tej mali občini imamo dva kraja, imamo kraj Log, imamo kraj Dragomer. V povprečju dobita oba dva nekaj iz te zgodbe o malih občini. Je pa to isto kot Ričet ali pa Pasulj z mesom, pa Pasulj brez mesa. V Dragomerju so naredili celo novo infrastrukturo, v Logu niso naredili nič in je poprečno smo pa nekaj vse skupaj dobili. To je zgodba o tehle velikostih. Jaz mislim, da bi bilo moralo predvsem voditi nas funkcionalnost, tudi ko gre za pokrajine, in ta razgovor ne bi smel biti ideološki, niti strankarski, ampak funkcionalni. Zdaj pa, kaj to pomeni se stališča povezovanja, sem na dolgo in široko govoril prej in ne bi hotel ponavljati. Kar zadeva tehle status mestne občine, to, da v Prleški regiji tukaj ni mesta, mogoče to tudi prednost, ker nimate problema Maribor Ljubljana, potem ali pa Metlika Črnomelj. Ne vem, če obstaja soglasje o tem, a bi moral biti to Ljutomer ali Ormož ali ne vem, kakšen tretji kraj potem. Tako da, pred kratkim sem bil na Irskem in sem se peljal skozi pokrajino. Tam tudi vasi ni, tam so samo hiše. Ena od druge oddaljena, ne vem, kilometer, dva, vmes so pa pašniki. In v svoji kulturi nimajo vasi. Tudi na Švedskem, kjer sem živel, ni vasi, vas ne obstaja. Skratka, vsaka kultura, vsak narod si je izoblikoval svoj format. Jaz mislim, da je za Slovenijo sreča, da nimamo velike metropole. Jaz vedno s ponosom povem, da je Ljubljana majhna. In je to pravzaprav prednost Slovenije. Tako da ne bi hotel jaz tukaj arbitrirati. Ko pa gre za povezovanje, je pa stvar seveda sistemske narave. Bodimo za povezovanje, dajmo se povezovati, bodimo inkluzivni, bodimo tolerantni, pa bo tudi vprašanje tega povezovanja se ne bo postavljalo več tako rigidno. Hvala lepa, gospod Šoster. Kje so ključni problemi teh migracijskih tokov in s čim bi recimo ohranili to krajino bolj živo, bolj aktivno, bolj pomlajeno? Vaše uvodne besede, ki ste jih citirali iz območnega razvojnega programa za razvoj Prlekije za obdobje 2014-2020, so pač ugotovitve, ki so posledica politik. Mi prav dobro shajamo z tem, da nimamo mestne občine ali da se znamo dogovoriti o razdelitvi funkcij ali se znamo povezati pri koriščenju evropskih programov znotraj območja Prlekije. Vendarle pa je defekt v sistemu tisti, ki naredi to dejstvo. Nekoč smo veliko govorili o pozitivnih lastnostih policentričnega razvoja. Državna politika zadnjih 15 let, recimo, je taka, ki je naredila iz policentričnega enakomernega razvoja pravzaprav hendikep. Tisti, ki smo to delali, verjeli v to, smo ugotovili, da se država neha pri mestnih občinah.
vse pravzaprav funkcije so umaknili, lahko gremo kar naštevati od bančnega, davčnega, ne vem katerih še vse podsistemov državnih v mestna središča. In zdi se, kot da se Slovenija konča v 12 statističnih regijah, kjer se tista urbana struktura še uspe izbojevati za neke funkcije storitvene, ki generirajo nemajhno število delovnih mest, kar pa gre naprej pod to raven, se pravi pod raven mestnih občin ali pa mest, je pa prikrajšano, bodi se za storitve, bodi se za državne funkcije in tako naprej. In to pomembno zmanjšuje kvaliteto življenja v slovenskem podeželju. Se pravi, tista maksima policentričnega razvoja, ki smo jo bili priča desetletja, lahko rečem, je dala rezultate, zato tudi danes v Prlekiji nismo lačni, tudi v drugih delih, na Goriškem in tak dalje, lahko bi naštevali. Ampak slovenska politika vztrajno hodi neko drugo pot, ki pa ni pisana na kožo podeželja. In absurdno je to, da ekspertne službe OECD-ja, se pravi ena od ključnih razvojnih institucij v svetu, ta trenutek ugotavljajo, da je več kot 60% razvojnih potencialov ne v mestih, ampak na podeželju. In to je pravzaprav šok za vse tiste politike, ampak jaz se bojim, da naše politike, slovenske politike nimajo tega refleksa, da bi brale razvojnike, da bi brale znanstvene izsledke, da bi same raziskovali, da bi prisluhnile lastnim strokovnjakom. Tega refleksa mi nimamo. Tisto, kar je v Sloveniji, kar se dogaja, je pravzaprav uklanjanje liberalističnim načelom. In to ima za posledico pravzaprav kratkoročno odzivanje na dražljaje iz trga. In to so dražljaje, ki nam omogočajo perspektivo, razvojno perspektivo 3 do 5 let. To je nekako tisti refleks, ki ga mora slediti podjetnik, če hoče iz leta v leto obstati in slediti nekim razvojnim trendom, ostati konkurenčen. To ni, takšno odzivanje ni dolgoročna razvojna perspektiva. To je liberalistična politika, ki ima srednje ali pa kratkoročni domet. Dolgoročni domet pa imajo politike, ki usmerjajo razvoj skozi desetletja in zato mogoče tukaj se vrnem na primerjavo z drugimi evropskimi sredinami, razvitejšimi sredinami. Te sredine, zlasti če pogledamo skandinavske države, vodijo politike desetletja in to konsistentne politike, ki imajo svoj cilj in te cilje tudi s časom dosežejo. Res neumno je pričakovati, da bi mi z odzivanjem na te kratkoročne dražljaje, seveda je pomembno imeti dober dizajn, če želiš prodati stol iz Uralesa, iz Ljutomera recimo. Ampak in gospodarstvo se dobro odziva na te impulze, dobro se odziva na te izzive. Tudi mladi se dobro izobražujejo, relativno dobro izobražujejo. Mimogrede, kar se tiče mladih in zaposlovanja. V Prlekiji imamo skoraj ničelno brezposelnost ljudi, ki so bodisi poklicno usposobljeni ali ki imajo visoko in torej višjo izobrazbo. Zelo slabo smo zaposleni, imamo visoko brezposelnost neprilagojenim izobrazbam, se pravi neprilagojenim trgu. Ampak hočem reči to, kar je bilo danes veliko govora o teh politikah. In če se vrnem na eno od vsebin, ki so bile danes odprte, ekološko kmetijstvo, Slovenija je verbalizirala sicer, artikulirala neke programe, recimo akcijski načrt za ekološko kmetijstvo, je bil skoraj do 2015. Futuristično prelep, ampak izvorna napaka je bila narejena v tem, da je kmetijska politika sledila tem trenutnim liberalističnim skibom, ki so pa preferirali konvencionalno kmetijstvo. To se pravi, nekdo, ki je optimiral svoje kmetijsko gospodarstvo, da je bil čedalje bolj konkurenčen, je lahko s kombinacijo subvencij, s kombinacijo ukrepov dosegal prav enak znesek subvencije kot ekološki kmet. Torej,
Kljub temu, da smo mi zapisali akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva, mimogrede danes imamo v Sloveniji 2500 ekoloških kmetij, kar je veliko premalo. Italijani in Avstrijci imajo ta delež preko 10% skupnih kmetij, pri nas je okrog 3%. Tukaj zelo zaostajamo. In če bi bila ta dolgoročna politika razvoja ekološkega kmetijstva konsistentna in bi tu pravzaprav tudi razlikovala in tu so potrebna preferiranja, potem bi pravzaprav mi bili, jaz sem to samo en primer dal, lahko bi govorili o vrsti sektorjev, od javnih storitev, se omenjal do nekih gospodarskih dimenzij. Tu pravzaprav Slovenci še nismo pokazali, da smo suverena država. Ne? Preveč smo orientirani bodisi ali na trg, ali na posnemanje, ali pa spoštovanje nekih zakonov, ki veljajo za raven Evropske unije in so premalo nam lastni. Jaz trdim, da mi recepte imamo, samo kuharjev ni pravih. Pomeni, mi imamo strategij napisanih tako, da na ministrstvih omare več tega ne zdržijo. Ker jaz tudi, ko sem bila ministrica za zdravje, če te napisanih stvari je bilo toliko, da nisi več vedel, kje boš kaj prečital. Ampak kako stvari narediti, lotiti se za Božjo voljo in ne ničesar dajati v nemar, tako kot je omenil minister, da tisto, kar je majhno, pa tiste površine, teh 20 000 hektarov, da pač to nima smisla, pa tako naprej. Glejte, to je natančno obratno, kot je v politiki Evrope. Vsak kvadratni meter zemlje je zlato. To je zlato, ki ga je treba tudi tako upoštevati. In strateško gledano je razvoj Slovenije kot celote nekaj, kar lahko podeželja s tem seveda, nekaj, kar daje dolgoročno preživetje nam vsem skupaj. Kajti, če bo nas svet in Evropa dojemal po temu, da smo mi dežela, jaz pravim Slovenija, dežela zdravja, samo tako jo predstavljam po svetu, da smo mi dežela, kjer lahko dihaš čist zrak, kjer lahko vodo piješ, kjer dobiš hrano, v katero verjameš, da je varna in jo boš pojedel, kjer imaš lahko medicinski turizem in zdravstveni turizem in vse, kar k temu spada. To je to, kar lahko pravzaprav pomeni, da bodo ljudje k nam prihajali, da bodo kupovali, da bodo mladi imeli tukaj videnje in bodočnost, kajti cel svet je danes mala vas, oddaljena s klikom na miško. Samo s klikom na miško pa se že z New Yorkom pogovarjamo ali delamo ali posvetujemo. In zato je danes podeželje zaradi interneta ogromno pridobilo. In da vidite, kaj poslanci, recimo kmetje poslanci, veste, koliko poslancev je kmetov v Evropskem parlamentu. Ker to je nekaj normalnega, kjer on ne govori samo o tem, da bo zdaj šel pač, da mora nekaj narediti fizično, ampak on razmišlja kot podjetnik. Ne, razmišlja kot podjetnik in seveda tudi oblikuje politike, v katerih se bo dalo delovati. In marsikaj danes manjka pri nas te širine in manjka tudi ene resnice, kaj je v svetu trend. Veste, če se bomo mi tako zapirali na tale način in govorili o mleku in o sladkorju in o nepomembnih kvadratnih metrih zemlje, mi ne bomo daleč prišli. In to, da pač ni regij in da seveda se to ni dalo v politiki najti soglasja leta 2008, je sicer škoda. Ampak dajmo verjeti v to, da se lahko mesta povežete med sabo, ker regij danes definitivno ni. In je vprašanje, kdaj bodo pri tej polarizaciji v Sloveniji. Ampak povezati se med sabo in danes bi država morala imeti. Vlada, veste, kaj je napisano? Vse prioritetne projekte in vi vsi bi morali imeti prioritetne projekte napisane, dogovorjene znotraj, ki bodo lahko že od 1.1.2014 financirani. In sem prepričana, da to ni to čistko, ker če ne nam ne bi 2 milijarde tudi starega denarja ostalo. Torej, mi preveč filozofiramo, preveč tudi pišemo in premalo je ljudi, ki so operativno sposobni določene politike res ne samo govoriti, ampak tudi udejanjati.
Jaz vam bom dala na koncu knjigo Požen Evropo, v kateri je namen bil tega projekta, ki smo ga peljali znotraj tega, zainteresirati res čim večje število ljudi, da se ozrejo okrog sebe in vidijo, kaj je moč narediti, pa če tudi iz zemlje. Ampak ni to namen samo kmetijstvo. Namen je ozaveščanja, da pravzaprav lahko postane podjetje iz 500 kvadratov zemlje, je povedala naša nagrajenka. Iz 500 kvadratov zemlje ona s pridelki lahko je priložnost, da lahko preživi. Skratka, hočem reči, ne bodimo, mi nismo Nemci, ki bi imeli po 200 hektarov zemlje. Dajmo razmišljati, kaj se da narediti na 1 hektaru in vedimo to, da evropske perspektive podpirajo čedalje bolj male in kar prej ni bilo, ne? To ni bil primer prej. Torej, res, jaz sem prepričana, da mi rabimo resnico, svetovno resnico, evropsko resnico, kaj so trendi in seveda okrog teh globalnih trendov se vrteti. Nas je 0,5% od populacije v celi Evropski uniji in mi svojih trendov ne moramo narediti, ampak moramo iti pač približno tako, kot se svet vrti, da bomo imeli jutri kaj delati.